12. dan šmarnic. Ko zvemo, kaj se zgodi z vročo juho in da z Jezusom lahko govorimo kjerkoli in kadarkoli. Pri družinskem kosilu pride na dan, da se je Peter v cerkvi pogovarjal z Jezusom in apostolom Petrom. Očka, ki je slabe volje, ker je Petrova sestra Lucija sinoči prepozno prišla domov, je svojo jezo stresel na sina in ga obtožil, da si izmišljuje. Oba otroka sta se zato zaprla v svojo sobo, starša pa sta obsedela za mizo. Kaj delava narobe? Je zavzdihnil očka. Kako to misliš? Je vprašala mamica. Ja, saj vidiš, kakšna je očka z roko zamahnil proti vratom, za katerimi je izginila Lucija. Daj no, saj ni tako hudo, ga je tolažila mamica. Punca je v puberteti, tako pač je in še nekaj časa bo. Saj preide, z leti. Bolj me skrbi, kaj je s Petrom. Da se kdaj potepe in pozabi na šolo, je za fanta njegovih let popolnoma normalno. Bolj bi me skrbelo, ko bi stalno tičal med knjigami. Se je očka potegnil za svoj spol. Ampak kaj pa to, da se pogovarja s svetim Petrom in Jezusom? A se ti ne? Kaj hočeš reči? Je bila začudena mamica. Že lep čas nismo skupaj molili kot družina in tudi midva se bolj poredko pogovarjava z Jezusom, če me razumeš. Je bil očka nenadoma zresnjen. Bolj, ko se bomo pogovarjali z Jezusom, manj se bomo pogovarjali oziroma prepirali tako, kot smo se malo prej. Brez Božje pomoči bo naporna plovba preko pubertete. Fanta bo minilo, boš videla. Nobena juha se ne poje tako vroča, kot se skuha. Ja, tale naša je že čisto mrzla, je mamica z vzdihom poveznila pokrovko na lonec sredi mize. Ah, daj, se je že muzel očka. Ko sem bil jaz v Petrovih letih, sem bil ravno tako ministrant. In sanjal sem samo o tem, da bom župnik. Potem pa mine. Kaj pa, če ne bo minilo? Ja, draga moja, potem bova morala imeti novo mašo namesto ohceti, je očka oba spravil v smeh. In če bi takrat dvignila pogled, bi videla, da se je z njima vred smejal tudi križani. V sobi se je Peter vrgel na posteljo in zakopal glavo v blazino. Iz Lucijine sobe se je zaslišala glasna muzika. In čez čas iz kuhinje še smeh očka in mamice. Petru je šlo na jok. Bilo mu je, kot da je čisto sam na svetu. Dolgo je tako ležal. Potem pa se mu je nenadoma zazdelo, da ga nekdo opazuje. Sunkovito se je obrnil k vratom, a so bila zaprta. Pogledal je naokrog, nikogar ni bilo. Sam je bil v sobi, pa vendar ne. Če me iščeš, sem tukaj, je zaslišal znani glas. Jezus? Tukaj sem, pri tebi. Deček se je obrnil in pokleknil na posteli, da se je z obrazom čisto približal križu, ki ga je prejšnji večer obesil na steno. Kako si majhen, je šepnil. Kot bi se bal, da bo glasno govorjenje Jezusa odpihnilo s križa. Majhen, da lahko pridem v vsako sobico, vsako srce in velik, če je treba, da se me vidi že nadaleč, se je nasmehnil Jezus. Mislil sem, da lahko s teboj govorim le v cerkvi. O, kje pa? Vse povsod sem in kjerkoli lahko govoriš z menoj in kadarkoli. Vedno sem s teboj, ker imam dom v tvojem srcu. V vseh ljudeh sem, le da me mnogi ne poslušajo, ne slišijo, nočejo slišati,
Govoril sem tudi s Petrom, s tvojim prvim namestnikom, se je pohvalil Pobič. Vem, je rekel Jezus. Glej, Peter, z vsemi svetimi lahko govoriš, le zavedati se moraš, da ne govoriš s podobo, s kipom ali sliko, ampak s svetim, ki ga podoba predstavlja, s tistim, zaradi katerega podoba postane sveta. To je tako, kot z ljubeznijo do bližnjega. So ljudje, ki so ti všeč, in tisti, ki ti niso, lepi in grdi, eni zaradi zunanjosti, drugi zaradi značaja ali obnašanja, a vsak človek je svet, ker sem jaz v vseh. Vsi ljudje so podoba Boga samega in so zaradi tega sveti. Če se tega zavedaš, jih boš lažje imel rad. Aha, razumem, je rekel Peter, čeprav to ni bilo čisto res. Jezus pa je nadaljeval. Tako, vidiš, Peter, se lahko pogovarjaš s katerimkoli svetnikom. Saj so vsi pri meni, vsi so živi, vsi sveti. Res? To moram pa takoj preizkusiti, se je fantič navdušeno ozrl naokrog. Dobro večer, otroci. Vabim vas, da skupaj zmolimo še zaključno molitev. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Jezus v zgodbici Petru pravi, da smo vsi ljudje sveti, ker je Jezus v nas. Ljudje smo podoba Boga samega. Skupaj danes prosimo Jezusa, naj nam pomaga, da bi ga znali videti v vsakem človeku in bi ga tako lažje sprejemali. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Pa lahko noč, dragi otroci.